Lepo pozdravljeni nazaj. Najprej eno opravičilo. Prej smo dobili dve vprašanji, a sem jih žal zaradi zamika, ki ga imamo malo na online platformah, pač sem zgubil pravzaprav te dve vprašanji. Kot vem, ste dobili odgovore v chatu ali jih pa še boste. Bi pa v času, ko imamo te predstavitve, vsem prosil, vse, ki imajo kakšno vprašanje, da jih kar sproti pišete čez celih 20 minut, a ne pa bomo lažje se organizirali. To je prvo. Drugo pa razvijanje kompetenc bodočih in zdajšnjih zaposlenih. To je vprašanje vseh vprašanj, pravzaprav v razvoju neke države, nekega podjetja, kaj z ljudmi, kaj s kompetencami. In teh praktičnih primerih in v teh praksah nam bojo povedali gospod Andrej Kos iz Univerze v Ljubljani, pa Mateja Mecele-Golob iz Telekoma v prvem delu. Najprej bom dal njima dvema besedo in jih kar vabim, da se priključite. Zatem bom pa dal besedo Matjažu Finžgarju iz Univerze v Mariboru in Mihaelu Črešnarju iz BSH Slovenije. Tako da, mogoče gospod Kos, najprej vas povabim, da na kratko predstavite, kako sodelujete, kaj počnete, potem pa gospod Mecele-Golob. Lep pozdrav. Izvolite. Pozdravljeni vsi. Zdaj, na Fakulteti za elektrotehniko zelo veliko sodelujemo z podjetji. To sodelovanje je na področju tako izobraževanja, se pravi mladi študenti, kot tudi usposabljanja, se pravi zaposleni pa te, ki grejo v podjetja, in pa tudi pomoč pri razvojnih projektih in pa skupni raziskovalni projekti, kot so projekti Evropske unije in podobni. Tako da mi na fakulteti se zelo trudimo, da imamo s podjetji en tak dober stik na čim več področjih, zato ker je potem lažje mnoge stvari delati, med drugim tudi to in izobraževanje in usposabljanje. Hvala vam. Mogoče gospa Mecele-Golob, izvolite. Ja, pozdravljeni. Se pridružujem Andreju. To naše sodelovanje je v bistvu tudi mi, Telekom Slovenije sodeluje z različnimi fakultetami, moram pa reči, da nekako najtesneje pa s Fakulteto za elektrotehniko in pa njihovim laboratorijem. Smo kar v tesni navezi in to že dolgoletno partnerstvo, tudi smo partnerji programa Multimedia, ki je program, se pravi multidisciplinarni na Fakulteti za elektrotehniko. Sodelujemo tako res oboje stransko, se pravi, mi pomagamo njim, oni pomagajo nam, mi pomagamo študentom in pa predavateljem pri predavanjih, oni pomagajo nam pri izobraževanjih, tudi naši zaposleni se izobražujejo na izobraževanjih, ki jih organizira Fakulteta za elektrotehniko, tako da res skupaj tudi orjemo ledine, pa pač dejansko skrbimo za znanje prihodnosti in pa pač kompetence, ki jih podjetja rabijo. Mogoče na to temo, ta študij multimedije, ki ga imamo, je en zelo lep primer, kako podjetja lahko pomagajo pri novih izobraževalnih programih. Vi veste, da je nov program začeti na univerzi težko, ker je treba imeti sredstva, treba imeti vsebine, predavatelje in tako. In dejansko vsak nov program za fakulteto so neka sredstva, ki jih ni dodatno iz ministrstva, ampak jih moraš porabiti iz teh, ki jih imaš. In vsak nov program pomeni, ali ukineš enega starega, ali pa pač dobiš dodatna sredstva. No in mi smo za ta program multimedija, za katerega smo vedeli, da je zelo iskan, zdaj teče že nekaj let, prvi diplomanti so že nekaj let zunaj, je izredno povpraševanje po diplomantih in magistrantih. In takrat, ko smo to delali, dejansko, če ne bi bilo pomoči podjetij, med katerimi tudi Telekom Slovenija, mi verjetno tega programa ne bi mogli štartati kot čist navadnega univerzitetnega programa, ki je zastonj za študente in tako naprej. Tako da to je res en primer dobre prakse, kjer so podjetja
začutila, da bo to potreba in so tudi se odzvala in lepo pomagala vzpostaviti ta program. Tako da ni veliko takih programov in res lepa praksa. Odlično. Zdaj ste mi vzeli vprašanje, ampak imam še enega. Koliko časa pa traja, da pravzaprav verjetno skupaj s podjetji identificirate, kaj so potrebe, sami nekaj veste in tako naprej. Ampak koliko časa traja, da tak program res lahko vzpostavite, da začne, da se vpišejo prvi študenti, in pol, da pravzaprav grejo čez te programe? Koliko to traja? Dolgo, kratko, hitro? Ja, lejte, to traja 2 do 3 leti, 2 leti do 3 leta, da se nek program, dobiš idejo, program, vse predavatelje, čez vse akreditacije to speleš in da se potem začne. In podjetja potem šele po 3 letih ali 5 letih dobijo prve kadre, ki pridejo iz tega programa. Tako da ta razmik med tem, če je že nujna potreba, da ti začneš program delati, je že prepozno, ker od takrat bo preteklo 7-8 let, da boš ti naredil formalen program, ki teče na univerzi. Se pravi, do takrat, ko bojo študenti ven prišli. Tako da mi se na fakulteti tudi zelo trudimo, da imamo stik s podjetji na drugem delu izobraževanja, ki se jim pa reče usposabljanja. To pomeni, da niso to formalna izobraževanja fakultetna za študente, ki se vpišejo in tako naprej, ampak da delamo programe, ki jih potrebujejo podjetja. Tukaj pa v bistvu mi to delamo na dejansko 3 načine. En način so neke vrste ekspertna usposabljanja, ki so dolga dan, 2. Temu mi rečemo ICTA, ICT Academy. In imamo v bistvu zaprta ali pa odprta izobraževanja za podjetja. Drug del, ki je, bom rekel, za tiste, ki mogoče ne rabijo samo 1 dan, 2, je daljši. Recimo je semestrski, imamo recimo 20x po 4 ure, so recimo omrežja, Linux, Python, kibernetska varnost in podobne, analitika podatkov. Te so, bom rekel, za tiste, ki mogoče začnejo malo prej, ker ni samo ekspertni nivo. V zadnjem času smo pa videli, da je izredno povpraševanje na trgu po kadrih in da toliko manjka kadra z področja IKT in multimedije, da so podjetja pripravljena prekvalificirati ali doizobraziti svoje kadre recimo na področju digitalizacije. In na to temo smo mi naredili nov program, ki se reče ICTA+, kjer dejansko so programi od 6 mesecev do 18 mesecev in naredimo neke vrste mini program fakulteten, ki pa je hitrejši, pa mogoče bolj fokusiran in ga lažje prilagajamo in tako naprej. Super. Glede na to, da nam vedno manjka časa, gospa Mateja, bi vi kaj na hitro še dodala ali gremo naprej, pa vas bom še na koncu kaj probal vključiti? Ne, gremo kar naprej. Gremo naprej. Voilà, super, odlično, če se strinjate, pa sploh lepo. Pa vam gospoda Finžgarja iz Univerze v Mariboru, da predstavi vaše sodelovanje s podjetjem BSH, pa kako je to izgledalo. Izvolite, beseda je vaša. Ja, lep pozdrav. Vsem skupaj upam, da se slišimo. Vidim, da se vidimo. Ker bodite kratki in hitri, super, izvolite. Bom jaz tudi delil določene zadeve. Torej, lepo pozdravljeni iz Maribora. Imamo res lepo vreme danes, še lepše bo. Upam, da imate v Ljubljani in drugod tudi. Naš laboratorij, jaz prihajam iz laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo, in kot že samo ime laboratorija pove, je zelo, se pravi, povezava z industrijo je nujna. Torej, to je iz fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Zdaj mi v laboratoriju se ukvarjamo z različnimi področji in to tako aktualno področje je tukaj označeno z rdečo, s katerim smo pomagali omenjenemu podjetju pri rešitvi določenega industrijskega problema. To bo kolega iz industrije
potem povedal, koliko sploh o tem lahko pove. Drugače, to je le eden izmed teh takšne instrumentacije, kjer lahko rešujemo tovrstne probleme za industrijo ali pa delujemo v znanstvene namene. To je ta aparat, ki ga vidite tukaj se pravi na ekranu. Drugače se tradicionalno ukvarjamo tudi z drugimi elektrokemijskimi problemi, uvajamo različne spektroskopske tehnike in ne samo rutinsko, ampak tudi razvijamo nove metode, ki prihajajo, se pravi, ki so uporabna za industrijo in tako v znanosti. Vključujemo elemente kemometrije, jasno, mi smo laboratorij za analizno kemijo, kjer se ukvarjamo z separacijami, torej s kromatografskimi tehnikami in nazadnje tudi smo zelo aktivni na zasnovi določenih bioaktivnih prevlek. Kot je že profesor pred mano povedal, podobno mi delujemo, kemija je zelo aktualna za industrijo in zadevo tako prenašamo tudi na pedagoški proces, ne samo na naši članici, ampak na 3 članicah Univerze v Mariboru. Smo pa tudi večkrat gostujoči profesori na našo sestrsko univerzo v Ljubljani, kjer predajamo določena specialna znanja kadru, ki je tam zaposlen, oziroma študentom v Ljubljani. Tukaj imam nekaj primerov, kjer mi delujemo, kako mi prenašamo znanje v industrijo. Ponosni smo seveda z številna sodelovanja z največjim kemijskim podjetjem na svetu, to je BASF SE iz Ludwigshafena, to je v Nemčiji. Zelo smo vpeti v raziskave in razvoj lokalnega podjetja Impol. Kasneje boste imeli priložnost spoznati direktorja raziskav in razvoja, s katerim tesno smo sodelovali prejšnja leta. Zanimivo, letos smo se prvič povezali s podjetjem BSH, ki je zelo prodorno podjetje, zelo inovativno podjetje, želi dobre rešitve, hitre rešitve. Res je bilo zanimivo sodelovati s tem podjetjem. Mogoče med drugim tudi omenim sodelovanje z enim kanadskim podjetjem na področju pravnega svetovanja, smo imeli letos to možnost. Seveda, to je taka živa stvar, kot je profesor iz Ljubljane predhodno omenil, in brez tovrstnih sodelovanj z gospodarstvom in pa tudi na področju drugih projektov laboratorij sploh ne more normalno živeti ali pa neka skupina. En del je seveda izobraževalni proces, drugi del je pa strokovni in pa znanstveni proces, in brez inovativnih znanj laboratorij ne živi. In vidite tukaj, kaj se na primer pri nas dogaja. Tudi imamo mednarodni projekt z kolegi iz Kitajske. Dobili smo doktorskega študenta, ki je trenutno pri nas, prihaja tudi profesor te skupine, in ta zadeva je zelo dinamična, zelo živa. In seveda, v vsem tem mi proizvajamo kadre, ki so zelo aktualni, podobno kot predhodno profesor iz Ljubljane omenil, tudi tukaj na področju kemije so zelo zaposljivi, jih industrija nujno potrebuje. Mi pa moramo proizvajati čim boljše, če ne najboljše kadre. Vidite tu, da so bili udeleženi v številne nagrade, praktično vse nagrade, na katere se prijavljajo. Torej, ta kader mi tukaj proizvajamo in ga tudi vključujemo v znanstvena dela in napajamo seveda primarno slovensko industrijo. Ponosni smo na to, da naši študenti so že na vodilnih pozicijah v nekaj letih po študiju teh slovenskih podjetij, in to je živ proces, ki je cikel in ga moramo cel čas nadgrajevati, dopolnjevati, in s tem seveda si zagotavljamo dober vpis na našo članico. Mogoče toliko za začetek z moje strani. Hvala vam. Zdaj bom pa izkoristil gospoda Črešnarja, ki je tudi z nami iz BSH Slovenije. Mogoče, preden vam dam besedo, kaj boste vi povedali, da mogoče v tem, ko te razlagal, še malo poveste, kje vi vidite priložnosti za kakšna bolj tesna sodelovanja s fakultetami, univerzami, bolj v smislu,
Če gledamo digitalno transformacijo, to so hitre spremembe, kako skrajšati ta čas. Gospod Kos je rekel, da je 7 let, da bi podjetje dobilo študenta. A vidite vi s podjetji, enako vprašanje za gospod Matejo, kako skrajšati čas, da bi prišli do nekega rezultata? Mogoče sem vam vzel zdaj vašo idejo, kaj ste hoteli povedati, ampak mogoče to. Imamo še 5 minut za razpravo. Izvolite, gospod Črešnar. Ja, kot se pa danes pogovarjamo, je znanje moče, in samo deljenje znanja je nujno, Kako pa to deljenje, ki se praviloma, bi rekel, prihaja iz fakultet v Sloveniji, pospešiti, zagotovo z sodelovanjem, ker mi določene kadre iz teh fakultet že imamo pri sebi in predvsem mreženje v obratni smeri nazaj je nujno potrebno, kar smo poskušali ali pa kar smo dokazali tudi pri sodelovanju s profesorom Finžgarjem. Jaz sem študent fakultete za strojništvo v Mariboru in sem pač skozi poznavanje kolegov na fakulteti prišel do pravega naslova za dotične stvari. Tako da zagotovo to mreženje je treba intenzivirati, potem tudi, ko smo enkrat zaposleni v podjetjih ali ko prevzemamo tudi kakšne funkcije v podjetjih. Tako. Hvala. Gospa Mateja, mogoče vaš komentar? Ja, jaz bi dodala, da se strinjam, da je mreženje zelo pomembno, ta odnos mora biti vzajemen, dvostranski. In podjetja se moramo res veseliti študentov, njihovih potreb, želja, pomoči, se pravi pri pripravi magistrskih nalog, diplomskih projektih, raziskovalnih nalog in podobno. Andrej je prej govoril o ustanovitvi nekega programa, pač vzame malo več časa. Verjamem pa, da je lahko to sodelovanje oziroma da dobimo primerne kandidate, potenciale za zaposlitev absolutno krajše oziroma pač jih dobimo prej tudi v družbo z različnimi oblikami, lahko je to študentsko delo. Mi imamo zelo dobro podprto štipendiranje, tako da smo v zadnjem letu, mislim, da 4 štipendiste tudi zaposlili. Predtem so bili 2 leti štipendisti, seveda potem se pri nas zaposlijo. Tako da teh oblik sodelovanja študenti, strokovnim kadrom fakultete in pa pač vodilnimi je lahko več. Na različne oblike lahko sodelujemo, odnos mora biti pa seveda vzajemni. Daj dam oziroma skupaj gradimo to prihodnost in znanja pa kompetence. Mogoče še eno vprašanje za vas, gospod Črešnar. Videti je, da imate različne forme ali pa različne oblike sodelovanja z univerzo. Zdaj bom malo pretiraval, ampak mogoče, kje se vam zdijo take najbolj uspešne oblike sodelovanja, če jih lahko mogoče kakšno izdvojite ali pa jo malo bolj poudarite? Zdaj mogoče zadnji primer sodelovanja s profesorom Finžgarjem, kjer smo imeli stvarni problem na enem od naših, bi rekel, najbolj prodajanih aparatov, znamke Bosch. Smo iskali, bi rekel, specialna znanja, iskali razumevanje nastalih težav in uspešno potem z metodami, ki jih je profesor Finžgar omenil, prišli do rezultata in uspešno odpravili takšne napake. To je samo eden od primerov, kako potem reševati stvari, ampak zagotovo je interes gospodarstva, da to znanje, ki je na fakultetah pred nastankom težav, bi rekel, integriramo v naše aparate, da so naši kupci v končni fazi še bolj zadovoljni z kvaliteto in samo znamko Bosch. Super. Mogoče gospod Kos, ker ste že začel, mogoče še, kako pa univerza, ali pa rečemo z vašega pogleda, a vi vidite kakšne priložnosti za še izboljšati sodelovanje s podjetji? A bi ta identifikacija problemov, ki jih je omenil gospod Črešnar, morala biti kako drugače postavljena, da bi se univerze lažje vključile v sodelovanje? Zelo dobro vprašanje, hvala. Glejte, ta tematika danes je izobraževanje pa usposabljanje. Jaz mislim, da podjetja, zelo pomembno za podjetja je, da ne pridejo na fakultete samo po kadre, ki jih na trgu manjka, ampak je to sodelovanje se začne prej in potem so tudi izobraževalni proces in proces usposabljanja na univerzi ali pa na fakulteti je deloma prilagojen tudi potrebam podjetij, ker ko mi sodelujemo, je pretok know-howa in
pretok znanja v obe smeri. Se pravi, fakultete tudi potrebujejo sodelovanje s podjetji zato, da dejansko vidijo, kakšne so realne potrebe podjetij, dejansko, da vidiš podjetje od znotraj in potem je to, kar mi naredimo, kar se tiče recimo študentov ali pa izobraževalnih programov, veliko bolj prilagojeno podjetjem, kot pa če je v bistvu to en dekaplan proces, kjer v bistvu samo čakaš, da nekaj pride. Tako da vabim podjetja, da dejansko začnejo sodelovati in bo tudi rezultat boljši. Odlično. Hvala vam. Glede na to, da nam je čas iztekel, bi se vsem zahvalil za vaš prispevek. Vem, da smo bili kratki. Tem je tudi ideja, da smo kratki. Priložnost je, da se srečate tudi na Hubio platformi, da se dogovorite za kakšne druge oblike sodelovanja. Jaz bi se vam zahvalil za vaš čas in za vaš prispevek in vam želim prav lep dan. Vse ostale pa vabim, da se nam čez 4 minute pridružijo na zadnji, rečemo pred te predstavitvi dobrih praks in vam, lepo bodite, se vidimo. Enako, živijo. Nasvidenje. Lepo zdrav.